Štajerska naveza v nadaljevanju oddaje Radioaktivno. Žan Serčič pa je z mano. Lep pozdrav. Lep pozdrav, Boštjan, tudi tebi in vsem poslušalcem Radia Prlek. Vračava se v tvojo dnevno sobo. Evo me, dnevna soba, moja soba, hkrati spalnica, hkrati studio. Tu nastajajo komadi, tu se dogaja magija, marsikakšna. Si jo že razširil, kot si obljubljal v daljšem intervjuju nekje na začetku leta? Ne, sobe še nisem uspel razširiti, oziroma v bistvu v planu je to, da se preselim, ampak v teh čudnih časih so tudi izvajalci malo neresni, oziroma tudi glede na moje zahteve in želje, to pač traja malo dlje. Iz moje sobe je tvoj aktualni album, od tam pa sedaj lansiraš tudi novi singl. Tako, iz moje sobe je album, ki sem ga izdal letos maja, in naslednji singl v bistvu zdaj že peti iz tega albuma, ima naslov Nisva kul. V njem se ti pridruži MK. Tako, MK se mi pridruži, v bistvu prvič smo sodelovali skupaj in po naključju je bilo v bistvu tako, da sem jaz napisal komad par dni nazaj, potem ko me je on prvič poklical in rekel, Žan, dobro delaš, kaj če bi mi naredila kaj komad skupaj. Sem jaz rekel, veš, da sem glih razmišljal o tebi, ker so mi všeč tvoji teksti in te slišim v enem mojem komadu, in je rekel, pošli mi demo. Čez 3 dni mi je poslal nazaj njegov tekst in to je to, smo se dobila v studio in naredila. In dva različna žanra sta postala eno. Tako, v bistvu rap in pop in tudi pravzaprav in jaz in MK ne gledamo na glasbo kot tako, da bi se definirala, jaz sem rapper, jaz sem pop artist, mi je ne moramo delati, ampak enostavno fuzija tega in različnih v bistvu okoliščin in razmišljanja je glih pripravila do tega, da smo lahko napisala ta komad skupaj in da je tak message točno taki, kot smo si ga predstavljala. Fuzija različnih razmišljanj pa je tudi videospot, ki ima kar nekaj retro pridiha. Tako, v bistvu celotni retro pridih z nekaj CGI elementi oziroma mogoče malo nadrealistni videospot je na nek način ta prenesen pomen tudi komada samega, ki je ena taka druga realnost, kar je postalo vse skoraj okoli nas danes in malo družbeno kritičen komad in tako da družbeno kritičen videospot, ki opozarja na to, da marsikdo lahko živi v enem virtualnem svetu skozi ta socialna mreža in tudi vse ostale kanale. Tako da ima videospot dva dela, realističnega in domišljijskega. Tako, v bistvu dva svetova sta prikazana v tem in tudi fant in punca, ki igrata ta videospot, sta to super prikazala in potujeta skozi portale, tako da če vas to zdaj ni prepričalo, poslušalci, ne vem, kaj vas bo zdaj pa hitro na YouTube pogledati. Najprej še morajo intervju poslušati do konca, potem pa lahko grejo na YouTube. Tako, evo. Žan, kaj drugega še ustvarjaš? Evo, ustvarjam v bistvu že nove ideje za nove komade, za nov album, tako da nisem se niti malo ugasnil po v bistvu tem albumu iz moje sobe in tudi kar nekaj materijala sem naredil za druge artiste, med drugim delam zdaj nov album za Evo Boto in za Bebop in tudi za nekatere druge mlade artiste, s katerimi pišem čisto nove komade in v bistvu se zelo veselim vseh projektov, ki prihajajo, tako da letošnjo leto brez enega koncerta, ampak izkoriščam ga kreativno v studiu in za pisanje novih pesmi. Bova pa zato sedaj še v eter poslala aktualno, zato povej, ali sta z MK-em kul ali nista? Evo, super si to napovedal, Boštjan. Jaz bom tako rekel, da beseda kul je marsikaj lahko pomeni dan danes in vse, kaj sem mi hotela povedati, da ima vsak svoj kul in da je v bistvu toliko neka himna drugačnosti in da je kul, če se ne počutiš vedno, da pripadaš in se počutiš, da nisi kul. Tako da, dragi poslušalci, jaz sem Žan Serčič in z MK imamo nov komad Nisva kul na Radio Prlek. Nisva kul, ker nisva kot vsi. Ne verjameva v mejo, vse sva jaz in ti. Lep pozdrav, moje ime je Žan Serčič. Z vami MK in vi poslušate oddajo Radioaktivno. Ne deva krajevnih novic, ne scrollava po tablicah, kdo napisal je kak nov vic. Ne fejkava vzhičenja, ko kdo pohvali svoj nov parfum. Irelevanten je kot moj bančni račun. Sva res edina na zabavi, ki ne sekava po piru, in edina, ki ne veva, da na plesišču kul je stat na miru. Nisva kul, ker nisva kot vsi. Ne verjameva v mejo, vse sva jaz in ti. Nisva kul, ker nisva kot vsi. Ne verjameva v svet, kjer si kul, že če si lep.
objavljava storijev, gin in tonika o polnoči, ne rabiva pozornosti od vseh virtualnih ljudi. Greva na izlet, da vidiva, kaj naj jo vleče nazaj, brez da pod sliko napiševa hashtag perfect, hashtag life. Daj no. Edina sva, ki za zabavo ne rabiva več od domišljije, in edina, ki za selfie ne porabiva cele fucking baterije. Ko pogledam te, vem, da nikjer drugje ne bi želel si bit, čeprav ta party je bolj cool kot moja. Nisva cool, ker nisva kot vsi, ne verjameva v meju, vse sva jaz in ti. Nisva cool, ker nisva kot vsi, ne verjameva v svet, kjer si cool, že če si lep. Ker ne rečem nisva, ni nama cool, če ne vidima bistva. Nisma cool, če sma čisto ista kot tisti, ki glumijo svoj good life na Insta. Nisma cool, ko mama preveč dela, res nisma cool, če nisma nič pojedla. Nisma cool, če ni airplane mode na obali, in nisma cool, tudi če nama to pravijo ostali. Nisma cool, če ne spima, nisma cool ko kopsi, nisma cool ko job, nisma cool ko proksi. Nisma cool, če si ne rečema nič ljubega, nisma, če nimava časa drug za drugega. Nisva cool, ker nisva kot vsi, ne verjameva v meju, vse sva jaz in ti. Nisva cool, ker nisva kot vsi, ne verjameva v svet, kjer si cool, že če si lep. Nisma cool, ker ne rečem nisva, ni nama cool, če ne vidima bistva. Nisma cool, če sma čisto ista kot tisti, ki glumijo svoj good life na Insta. Kaj vse se eni trudijo za to naredit, v resnici nisma cool, ko se trudima to bit. Ni nama dovolj, ko sma za 4 zidi, midva sva res cool, ko naju noben ne vidi. Nisva cool, tisti, ki glumijo svoj good life na